Zagrad je skoraj 1000 let stara vasica, ki svojo okolico skriva številna naravna bogastva. Zagraški log, ki se razprostira na 7,5 hektarjih, obsega tretjino mladega gozda in 2/3 površin, ki jih urejajo z avtohtonimi drevesnimi vrstami in grmovnicami. Tako v dolini Goriškega potoka nastaja etnološki park. Je že možno sprejemati obiske, vendar z izgradnjo muzeja na prostem, Rangosovo hišo, Severjevo kaščo, kozolcem in svinjaki je del te celote muzeja, vendar manjka še gospodarsko poslopje, ki pa ga imamo že podarjenega, seveda čakamo tudi zeleno luč na občini. Ki bo morala pristopiti k projektu, dodaja, zgolj s prostovoljnim delom zavzetnih vaščanov namreč ne bo šlo. Kocjan računa, da se bo občina poleg finančnega prispevka lotila tudi teh lastniških razmerij, se pravi razdružitvene pogodbe, da potem lahko postane lastnik 100% tega parka in da potem lahko gre tudi na razpise vseh evropskih in pa republiških sredstev. Muzej na prostem je v času našega snemanja obiskala mlada družina iz Beograda, ki vsako leto pride v Slovenijo in na Dolenjsko, kjer ima sorodnike. In zdaj gremo okrog, imamo to knjigo. In tako gremo sod po sode. Zdaj smo prvič tukaj, Zagrad. Zdaj bomo vedeli, kako je. Malo se sprehoditi z otrocimi, jutri pa na Otočec, pa tako naprej. Srbski turisti so izpostavili predvsem čudovito naravo, ki krasi ne le Zagraški log, ampak vso Slovenijo.